kar začeli na današnjim pogovorom, zadnjim dogodkom Žalec Fashion Weeka, ki smo organizirali ga Mladinski center Žalec v sodelovanju z Zavodom za kulturo in šport Žalec ter knjižnico Žalec, kjer smo imeli tudi razstavo dijakov šolskega centra Celje. Današnji pogovor je pa namenjen predvsem pogovoru o modi oziroma kam sodobna moda gre in kaj sodobna moda pač sploh je. Med današnjimi sogovorci bi lepo pozdravila Majo Štamol-Drolc, ki je uveljavljena oblikovalka iz Žalca, iz Pirešice. Ne? Stanujem v Žalcu, izviram iz Pirešice. Iz Pirešice. Torej, ki je večkrat sodelovala na večjih dogodkih kot Ljubljanski Fashion Week. In potem bi pozdravila tukaj še dva mlada oblikovalca iz Ljubljane, David Pacali in pa Julija Kaja Hrovat, ki imata pilotski projekt, zdaj trenutno je še pilotski projekt, ki ga vidite tamle, Willy Van Style, projekt, s katerim potujeta po Sloveniji, da na nek način decentralizirata slovensko modo, se pravi modo mladih oblikovalcev, predvsem mladih, a ne? Ja, tako. Torej, zdaj pa še dve oblikovalki, ki sta pa iz naših koncev, sta pa Špela Strašek, ki deluje pod znamko Buhu Headwear in lahko vidite njene izdelke oziroma artikle tamle pri na mizi, no, obroč v bistvu večinoma na glavni dodatki in pa Neo Likar, ki je magistrirala. Bo zdaj v svoj čas. Okay. Ki bo, kmalu. Rečmo, no. Ja. Na Akademiji za likovno umetnost, smer ilustracija. Tako. In tudi lahko njene izdelke, trenutno pa deluje kot večinoma kot oblikovalka, na nek način majic, a ne, sodeluješ z Barbaro Rišek. Ja, no ne bi to rekla, da je neka glavna stvar. No, ampak na področju mode, ja. V bistvu, a ne pa pač torbice s svojimi ilustracijami, ki jih tudi lahko vidite tamle na mizi. Danes bi pa pač v bistvu jaz kar postavila neka okvirna vprašanja in pač ste vsi dobrodošli, da sodelujete. In moje prvo vprašanje je, torej, v kakšnem stanju je slovenska moda? To je zelo splošno vprašanje, ampak me zanima, kakšno je vaše mnenje o slovenski modi trenutno? A lahko kar jaz? Ja. Meni se zdi, da se slovenska moda malo razvija, gre v nove gre v ene nove stvari, ful je veliko enih novih brendov, ki so se pojavili tudi med korono. Kar se dogaja je, da razni influencerji delajo zdaj neke svoje znamke. Mislim, da je veliko enih znamk, ki so samo ozko specializirane. In v glavnem veliko se dogaja v slovenski modi. Kaj moda sploh je spet drugo vprašanje, a ne gre za cel nek, po mojem mnenju, nek življenjski stil in nek slog, nekaj, kar ti živiš vsak dan in niso samo oblačila. In mislim, da kar se tiče nakupa slovenske mode, je vse skupaj postalo mogoče majčkeno bolj dovzetno, kot včasih. V glavnem, ne vem, mogoče bi Maja več vedela o tem, kako je bilo včasih, ker jaz pač se recimo s tem ukvarjam mogoče enih 6 let. Kako je bilo pred tem mojim časom, kar se tiče nakupovanja slovenske mode in dovzetnosti ljudi do tega, ne vem. Jaz vidim pri sebi, da je vsako leto boljš, da so ljudje bolj navdušeni nad slovensko modo in predvsem pa nad zgodbo, ki jo v bistvu ustvarjaš, kar se mi zdi zelo pomembno. Jaz sem hotela reči, da se moda prebuja slovenska, ne? Ali pa ponovno prebuja, zaradi tega, ker jaz bi lahko mimo sem bila mama in sem na sceni že res več let, ne? Čeprav sem tudi jaz v poznih letih začela, pa bi mogoče realno bilo, da bi bila še dlje, če bi začela v takih mladih letih, kot vi začenjate zdaj vsi. Ampak, ko sem jaz začela, jaz bom zdaj imela kmalu 20 let blagovno znamko, je bilo tudi
v bistvu zelo cenjeno to ročno delo, ampak v tem smislu, da so ljudje naročali več poročnih, maturantskih, večernih kreacij in da sem jaz takrat verjetno dražje obleke prodajala kot zdaj. Zato, ker tudi ni bilo možno kupiti vseh teh oblek. Zdaj je taka ponudba, da si te maturantke, recimo, če govorim zdaj o tem, res lahko tudi naročijo obleko po spletu ali tudi na koncu, če imaš malo okusa, si jo lahko kupiš, ker tudi v kakšni nizkocenovni trgovini. Tako da takrat ni bilo tako zelo slabo, čeprav vsak začetek je težek, ampak če jaz gledam, jaz sem imela takrat 5 zaposlenih, ki smo delali po meri oblačila. Sploh v seriji nismo, samo po meri smo delali. Potem je prišlo pa vmes obdobje, oziroma se je začelo pač pretirano veliko teh nizkocenovnih trgovin, ki pač so res nudile toliko poceni oblačila, da se jih pač ni splačalo niti šivati. Jaz sicer še vedno nisem zagovornik tega, ampak če jaz samo svojo sodelavko, ki je spretna modelarka šivilja, gledam, ona prav to se ne splača šivati. Bi pričakoval drugače. Pred, ne vem, približno 8 leti se je začel Fashion Week v Ljubljani, jaz zdaj 8 let že, jaz samo na prvem nisem sodelovala, pol pa nekako v glavnem vedno, ali pa kakega sem tudi spustila. In takrat se je začel spet ozaveščati ljudi o slovenski modi, da tukaj obstajajo ne šivilje, ampak da so neki oblikovalci, ki ti lahko nudijo tudi celotno storitev, od ideje do potem tudi izdelka na koncu. Meni se zdi, da je tudi, da se zdaj malo več o tem govori, da ljudem postaja jasno, da je to, kar delamo, vsak izdelek posebej na roke, res drugače kot tisti, ki se pač tam v milijonih kosih ustvari. In da seveda je to tudi scena drugačna, zato ker vsi govorimo o tem, da je treba pošteno plačati zaposlene, ki pa če izdelek ni tako ovrednoten, pol dejansko ne more biti plačan. Ampak seveda, vi ste zdaj, meni je všeč, da debatiramo zdaj toliko z mlajšimi, ker imate pa spet ene druge izkušnje. Ja, jaz se spomnim, sem hodil na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, na smerno modno oblikovanje, to je bilo 2004 in se spomnim, da glih takrat je bilo od 2004 do 2010 čisti kolaps. Tudi recesija je pol prišla, fast fashion, mislim, da bi bili takrat full v usponu. In jaz vem, da moji doma so bili čist prestrašeni, v kako smer jaz grem. Prvo vprašanje je bilo, a znaš šivati. In jaz sem že takrat vedel, da je ena razlika. To se glede umenila, ne še bila voda, ampak tudi pri nas tega noben mi ni znal razložiti, v kot točno se jaz spuščal. Mislim, sem vedel, da bom v to šel. In če primiram nazaj za tiste čase, pa se spomnim, da so kolegi oblikovalci odpirali trgovine, pa tale, ki je bil takrat ful prominenten, sem bil še na faktu Mateusz Faganel, ker zdaj je čist opustil, čist se mi je zamirilo, ki je začel v tistih časih. V bistvu, če zdaj primiram z zdajšnjimi časi, zdaj v katerih mi pač mlade znamke, pa skoraj naša mama funkcioniramo, je, hvala Bogu, in ti čutiš, da je hvala Bogu neki, da se dogaja, dobro, to, ko je bilo 20 let nazaj, mi pa tudi smo, vsaj, jaz sem ful pozitivno naravnan, mislim, jaz nimam pravice, da bi se pritoževal. Ja, ampak je pa dejansko zelo malo, še vedno zelo malo slovenskih oblikovalcev, ki živimo od tega, ali pa ki imamo tudi svojo delavnico, da lahko nudiš storitev. Zelo dosti tudi teh oblikovalcev, ko so na Fashion Weeku, Petja Zorec, Almira Sadar, Sanija Rejaske,
Vsi te sicer neko kolekcijo naredijo, ampak živijo od rednega dela, od zaposlitve na fakulteti ali na televiziji ali stilisti ali prodajalci v trgovinah na koncev. Zelo malo je teh, ki dejansko delamo in od tega živimo. Ampak je treba riskirati, je treba reči, ne vem, kako bom naslednji mesec ali pa kako bom čez pol leta in se 100% v to predati, ker dokler se ti 100% v to ne predaš, ne moreš od tega živeti, se to je logično, se to je pri vsaki stvari tako in ne vem, očitno so pač si eni ne drznejo oziroma ne drznejo. Ugodno je v bistvu, če ti nekdo daje plačo, seveda moraš za nekaj tudi narediti, ampak pred tem si pa v bistvu samostojen in moraš vse imeti, celo vizijo, celo finance, vse v glavi. Mislim, kar jaz vidim, mogoče nam je najtežji, ker v resnici mi smo za vse sami več ali manj. Nimamo človeka, ki bi ga plačali za marketing, nimamo, ne vem, prodajalke, vse, jaz sem tudi sama svoja čistilka, recimo, ampak če bi imeli te ljudi, bi nam šlo še boljš najbrž, tako da v resnici moramo biti že malo tako business people, ker moda je v bistvu biznis, je pač nekaj, kar izhaja iz umetnosti in nekih konceptov in idej, ampak 90% mode je biznis. Boste špela še vajno mnenje? Ja, meni se tudi zdi, da se ful prebuja. Jaz sicer mogoče iz drugačnega vidika gledam, ker izdelujem tudi klobuke in pokrivala, kar je bilo, če vemo, v zgodovini zelo nosljiv kos, must have, tako do 50 let. Pa je to šlo vse down. Jaz ugotavljam, vidim, da se to ful prebuja, da je tudi, mogoče se mi zdi, da se tudi pozna, da vsi ti svetovni oblikovalci na svojih revijah to izpostavljajo tudi kot must have kos in dodajajo to v kolekcije. Teda jaz lahko rečem, da sem zadovoljna, ni pa še to. Pa tudi, kar se tiče, kar smo omenili, da se res ceni, da vejo ljudje, tako omenila Maja, pač, da imaš svoj salon, kamor lahko prideš, delaš tudi po meri, da ljudje cenijo, da je res nekaj ročno narejeno in da se pač lahko tudi prilagaja. En primer, ne vem, za vsako stvar je potreben pač kroj, ali je to torbica, ali so čevlji, ali je obleka. Jaz sem pred leti pač imela eno ustne, ki mi je bilo zelo všeč, 10 let je bilo tam pripravljeno za torbice in je bilo treba najprej narediti kroj. Ta kroj je gospa, ki se ukvarja z izdelavo torbic, mi računala 150 €. In potem je računala še izdelavo vsake torbice 120 €, pa še tisti potrošni material za drge, obročki, ne vem kaj. In zdaj, ker so bile narejene samo 3 torbice, se je strošek kroja razdelil na 3 torbice. Se pravi, pri torbici je že 50 € samo kroj bil, potem je bilo še 100 € zraven izdelava, pa še malo materijala, mojega zaslužka tam že skoraj ni smel biti, ker je bilo že predrago. Če bi pa zdaj iz tega kroja naredili 1 milijon torbic, se pa ta strošek sploh nikjer ne bi poznal. Mene je prav ta gospa zelo naučila, se mi je zdelo, da že vse vem, pa znam zaračunati, ampak ta gospa me je zelo naučila izračunati cene, ker mi je striktno povedala to, da mi bo ime odtisnila na torbico, stane 25 €, se pravi 1 ura priprava dela, samo zato, ker je mašino vklopila, pa nastavlja tam tisto šablonco, pol je pa še posebej vsako štanco, vsak tisk klik, je bilo pa še 70 centov zraven. Tako da je to, kar mi recimo, če majice gledaš, kolikrat moraš uno prešo gor pa dol, ali pa si to tisk, za majico, recimo. Ne moram uračunati. Ker si to tisk je pač ena taka šablona, barvo gor naliješ, potegneš čez, pol moraš pa to jih oprati, pa posušiti, pa naslednjo majico jovo na novo. In to res, majico
Marjanca, tvoja majica, ne, če jo pa greš kupiti, je pa, ne vem, danes jo že za 10 evrov dobiš. Ne? Ali pa še za manj. Pa še za manj. Seveda gre tam 4,99 €, ne? Ja, težko se Ja, oceni, in zaradi teh dejansko pojav, ljudem ne, sploh ni jasno, kako res nastajajo stvari. Zato bi mogoče mi moglo zaveščati ljudi, da bi sploh razumeli, ne, Kaj vse je kaj je vse potrebno, Ljudi je vedno več vrst. Tistega, ki bo kupil majico za 4,99, ga sploh ne bo itak ne zanimala bo te, ja, recimo. moja majica. Ne, Pa tudi se ni nič narobe, če jo kupi za neko Nič kombinacijo. ni narobe, valjda, ne. Sam ne more pa pametovati. Ne. Jaz se enega spomnim, je rekel, ja, ti imaš hlače za 120, jaz sem pa gledala v Hoferju kupil za 7 evrov. Sem rekel, se ne vem, a bi se smejal, a bi ti sploh je razlagal. Ja, ne, tudi seveda nimajo vsi ljudje enakih možnosti, oblekanje vsem ne pomeni isto kot nekomu. Ne. Ziher je razlika, ne. Ampak vedeti pa morajo ne zato, ker imaš ti ime, ampak zato, ker je to postopek dela tak in zato seveda je toliko malo kosov in če ti to nekaj pomeni, si pač pripravljen toliko plačati. Ne. Na koncu se velikokrat zgodi v bistvu to, ne, da premalo cenimo mi svoje delo ali pa ga sploh ne računamo, ne, kar je ful narobe. Ja, Ne? Na koncu se mi prilagajamo v bistvu trgu. Jaz velikokrat si želim nekaj narediti, zato ker bi to res, mislim, iz srca rada naredila pa tako naprej. Ampak na koncu si preračunaš strošek, da pravzaprav tega ne moreš dati v kolekcijo, zato ker noben ne bo kupil za tak denar, kakor bi mogel prodati to stvar. Ne? Tako da jaz vsaj osebno delam veliko te selekcije. ja, okej, jaz pa ne, imam si- drug način, ne, pa naredim kolekcijo, ne vem, 15 kosov recimo, pa potem se sama nekako odločim, kateri kosi prenesejo miniserijo, da bojo dostopni širšemu krogu ljudi. Vse ostale pa delamo po naročilu in po meri. In tam pač potem točno veš, oziroma stranka je točno seznanjena, cena je taka. Ne, in če jo naročim, jo pač dobi, če ne, pa raj ne delamo. Ne. Tako. No, jaz pa poznam še en zanimiv primer kolegice oblikovalke, ki pa ima v trgovini pač, ne, razstavljena oblačila, ful dela, to so zaposlene, vse noro. In je rekla, če ne določene pač, kose, če stranka želi imeti se pravi eno umestno velikostno številko, je rekla, ja, valjda, 10% gor. Jaz ne morem, ne morem, ne upaš, si pol sam izpadeš. Ampak ona je skozi leta, tudi ne, s tradicijo, skozi leta izkušenj prišla do tega, da ni problema, ne? Je nenapisano pravilo je, da v bistvu 20% dražje je kos, ki ga izdelaš, vsaj 20, ki ga izdelaš po meri, zato ker tudi če imaš ti osnovni kroj narejen, pa če ga greš po meri delati, moraš ta kroj prilagajati meram, ki ti vzame pač več časa. Ne. In je ziher drugače, kot če ti tam štancaš. Ne. Seveda. Pa tudi mi v principu nimamo niti delavnic prilagojenih serijam. Ker ni toliko ljudi, da bi tam vsak svojo fazo delal. Sem bila enkrat čisto zgrožena, ker sem šla prvič v neko tako resno proizvodno, ker so za nemški trg delali. Ker je gospod imel v sekundah zaračunan, koliko časa izdelek delajo, minute pa sekunde, ne vem, krilo ali koliko je bilo, 4 minute, pa je bilo fertik. To je zika cena malo drugačna. Ja, moje naslednje vprašanje je pa v bistvu, koliko tale socialna omrežja, kot si že prej omenila, ne, te Instagram in to sodobno spletno, sodobna socialna omrežja in ta digitalni marketing in promocije na socialnih omrežjih, kako to vpliva, recimo, da, ne vem, ogromno nekih Instagram influencerjev teh, ki promovirajo neko hitro modo, se pravi pač Zara, H&M, pa ne vem, About You. No, čeprav na About You so tudi neki kosi, ampak ne, načeloma je to hitra moda, ampak kako to vpliva, recimo, a vi kot neki, kot oblikovalci
imate svoje mislim, neke, recimo, influencerje, ki vam potem promovirajo izdelke. In kaj to pomeni, če vam no, se pravi, ja, pač, če to recimo to, da recimo pač nek Instagram influencer promovira vaše izdelke, to potem kaj pridobite na temo, ali in kako mnenje imate o tem, to recimo, kaj se promovira po... Jaz osebno od tega nimam ničesar, da bo meni ena influencerka nekaj promovirala, zato ker ona promovira tudi stvari, ki so high fashion in stvari, ki in so street fashion in so blagovne znamke hitre mode in to pač ne paše v isti segment. Tako da v bistvu mi pravzaprav jaz mislim, da nimamo nič od tega. Mislim, da so najboljši influencerji za naše stranke, ki to kupujejo, ki to nosijo. V resničnem življenju. Resnične ženske, ki nosijo naša oblačila in naše druge izdelke, one so pravi influencerji. Za nas, se mi zdi. In mi sami. In mi sami, ja. Ja, ne. Čeprav, socialna omrežja so dejansko nujno zelo, ki zdaj je v tem svetu, pač, mislim, v tem času zagotovo nujno potrebno. Ne moreš se tega izogniti. Je pa res, da največ stranka pokaže, čeprav jaz imam izkušnjo, ker mogoče 2-3 influencerke nosijo moje stvari, ampak ne, da bi jim jaz podarjala obleke. One dejansko moje stvari kupujejo. In se zagotovo pozna, ne? Seveda je spet odvisno od situacije izdelka in tako naprej, ampak recimo Tjaša Kokalj, ne, ki ima od vseh blagovnih znamk promovira, ne, ona ima tako bazo svojih sledilcev, da zagotovo med tistimi sledilci je tudi nekaj takih, ki so jim moje stvari všeč. In ker jaz že zdaj, ne vem, 2 leti, mislim, da sem 2 ali 3 leta kolekcijo na njej poslikala, zato ker njej dejansko moje stvari pašajo in se zelo hitro ujameva, ne. Ampak ko je zdaj zadnje fotkanje, ko sva imele, jaz sem, mislim, da v 4 dneh 200 novih sledilcev dobila, zato ker smo malo več objavljali obe z tega dogodka, fotkanja, malo neke obleke, ona, jaz. To je res tak zanimiv efekt bil, no. Ampak se pravi, jaz njej ne podarjam oblek v tem smislu, ali pa Nika Veger, kot tudi doskrat nosi, ne zato, da mi bojo promocijo delale, je pa dobrodošla, če kupijo, pa objavijo. To vsekako, ja. In to se tudi meni pozna v takem smislu, ja. Ampak sem imela tudi izkušnjo, kjer sem se z eno zmenila za pač, da sem mi dala nek izdelek in mi je pol rekla, ja, to stane toliko, pa sem rekla, ne, jaz ti dam, ti mi povej, jaz vrednotim svoj izdelek za ta denar, kaj dobim jaz za ta denar, ti pa dobiš ta izdelek, a ne. Pa je pol naredila, ne, objave pa tako, ampak moram iskreno reči, da nisem imela čisto nič od tega. Ampak na tak način, v takem sodelovanju pa mama, ne. Pa sej pač, ne. Je pa še nekaj drugega, to pa vi vseeno še niste doživeli, ker še vas takrat ni bilo, ne. Včasih je bilo veliko več rdečih preprog, ne. In nekoč, ko sem jaz bila v svojih začetkih, pa ko smo recimo 5 let gradili blagovno znamko, smo namensko oblačili znane osebnosti na rdečih preprogah. Pač jaz sem res takrat zelo veliko večernih oblek delala in vse te obleke, ki so se pojavile na Viktorjih in to, so bile potem vrnjene meni, v večini primerov, ampak jaz sem jih maturantkam po znižanih cenah prodala in maturantke so se teple za obleko Sanje Grohar, recimo. Danes noben ne bi več tega povohal, ne. To se je čisto razvrednotilo, ne. Takrat je pa res, je bila to res dobra promocija in se splača, zato ker jaz na račun tiste obleke sem dobila toliko in toliko naročil. Vem, da je bilo par modelov takih, ki bi jo vse imele, ker smo mogli res paziti, kam, v kater del Slovenije, na kater maturantski ples je šla kakšna obleka, pa da je bila različna barva, pa da smo mogoče kak detalj mečken spremenili, ne. Danes je Tjaša recimo objavljala, ker je bila včeraj ravno v Milano je fotkala in je objavljala 10 let stare obleke, ki smo jih njej delali
za neka druga snemanja, ki so bile plačane obleke, ampak one še vedno nosi, še vedno so in tudi nekaj drugega je bilo, tudi mediji so v bistvu to zelo podpirali, ne? Oni so na koncu leta razglasili 10 oblek v letošnjem letu in mi smo vedno imeli tam 3 obleke najmanj, ne? In to je bilo tako, nobel, ne? To se vas spomnim, sem prav še lady. Lady zvezde, mislim, Slovenija, ne vem, ne? Tako, res... Viktori so bili fulši. Ja, danes smo mi v bistvu najboljši promotorji svoje znamke. Ja, tudi meni se zdi, da če tudi ne vem, vse Instagram, če sam sebe tudi dost, se mi zdi, da ljudje ful lažje, mislim, rajši kupijo, pa pač jim je to bolj pristno. Kar se tiče influencerjev, res mislim, da je tudi mogoče prav najti koga, s katerim res sodeluješ in se ti obratno neko tako sodelovanje. Da pač on tudi čuti tvoje stvari, a ne? Pa je tudi odvisno po moje komu, če daš ti zdaj, ne vem, neki 25-letni blogerki, ki je zdaj totalno aktualna, moraš vedeti, da to ne bo že bilo nobenega efekta, mogoče 500 sledilcev, sam niso to tvoja kupna moč, to ni tvoja, da je ful fajn, da targetiraš, če že sodeluješ s kom. Imaš pa itak in slabe in dobre izkušnje, ampak se mi zdi, da najboljši promotor si na koncu sam, pa seveda stranka. Jaz bi posvetila eno drugo plat, glede na to, da vi ste modni oblikovalci, jaz sem ilustratorka, že tu pač se mi zdi kar malo hinavsko komentirati modo. Po drugi strani sem pa velikrat v tej vlogi, da prodam svojo storitev oziroma motiv v namene mode in recimo vi date sam izdelek, že to lahko ljudem več pomeni, kot pa recimo nekaj virtualnega, kar zapakiram jaz. In včasih moram prek teh socialnih omrežij še bolj izobraževati oziroma ozaveščati, da tudi ta stvar, ki je na tekstilu ali pa v ozadju, na embalaži, jo nekdo naredi, ne vem, posnamem kak proces nastajanja, ne, in ga uporabljam predvsem v izobraževalne namene, ne. Tudi TikTok, recimo v zadnjem času, ne, se mi zdi, da Instagram je že tu pase, služi točno tem namenu, da pokaže zgodbo v ozadje, kar včasih ljudje ne morejo videti na druge načine kot tako. In vidim, da recimo za virtualno umetnost nam je to ne samo nujno zlo, to je način, kako smo recimo tudi korono preživeli, da sploh smo še vedno tam in ljudje pričakujejo od nas, da komentiramo neka dogajanja, ki so. Ne? Recimo velikrat se zgodi, da je neka tematika aktualna, pa moramo ful hiter dati nek vizualen odziv na to in tam se pol zgodi, ne? Z šeranji, z tem, da se ljudje poistovetijo s tem, kar mi delimo. Mogoče ne toliko s produktom, ampak s tem feelingom, ki ga damo tja. Bravo. Ja, čisto pogled, se pravim, da se mi kar malo zdi hinavsko do vas, ker drugače funkcioniramo, krati smo pa vsi prepleteni v tem kreativnem vozlu in vsi moramo ozavestiti, kako do nečesa pride. No? Da si odvisen od družbenih omrežij, pač moraš to imeti. To se mi zdi glavni namen družbenih omrežij trenutno. Ne zdaj samo, da je lepo, ampak da predstaviš svojo zgodbo s tem. Lahko eno vprašanje? Evo, mora publika se oglasiti. Ja, da je vse lahko publika, vse lahko. Mislim, jaz imam nekaj vprašanj. Vidite v slovenski modi, a je pomembno govoriti o slovenski ali francoski ali italijanski modi? Jaz razumem pri hrani, ne? Od njive do mize mora biti blizu. Zakaj pa bi mogla biti zdaj slovenska moda tista, ki je nekaj posebnega? Pa zakaj recimo ljudje kupujejo modo nekih oblikovalcev, o katerih so slišali, ne tretne pa da Julija 235, ne? Pri zdaj slovenskem oblikovalcu je pa 200 € blazno drago, pa se pa z najboljšim genom odpira. No skratka, zakaj torej slovenska moda? Ali ni moda dobra ali pa ni dobra? Všečna pa ne všečna? Pa majhni treba odgovoriti. Da slišiš mlada. No, David, jaz mislim, da imaš ti ful dober odgovor na to vprašanje. To je različno. Filozofsko vprašanje. A ste zadovoljni s tem, da preživite od mode, da preživite, ali bi radi, kar pomeni, da imate zavest, pa mogoče, da stroške pokrijete, ali bi radi dobro živeli od mode? Seveda, da bi radi dobro živeli. Seveda. Dobro živeli. Sami pa veste v okolju, kakšnem živimo. BMW, ne, malo pa je v zadju leasing na njega, ne.
hišo, ne, pa je v ozadju je podedovano, ne, pol, ne, ja, sej povprečen Slovenc se začne razvijati, valjda smo vsi ostali po moje, od 25 do 45. Takrat ima družino, ima kredite, se bo hoti s fotkami na ne vem kje, za obleke pa pač nekaterim zmanjka. In valjda, da ko bo imela več keša, se bo ona kot nek statusni simbol raj privoščila Fendijovo torbico pa 2 meseca nakupovala najcenejše Hoferjeve makarone. Se to pa je mentaliteta, se v vsaki družbi... Seveda, gre za statusni simbol, ne? Ja, ker stremiš k temu, ja. Ko 3 pikce njo boli en David iz Gorja, ker živi tam v sonce 3krat na let, posije, če napraskala si keš, pač za neki, za enega Versace. Meni se zdi, gospod, če sem odgovoril na vaše vprašanje, da je tukaj problem mentalitete samega naroda. Italijani niso taki. Ne? Italijanka povprečna bo šla v Milanu, zapravila parkrat na teden najnujnejše, bo kupila za sebe, pa za otroke v Zari, ki se to skozi spreminja, bo pa imela en segment svojih italijanskih brendov in to bo v bistvu njena zapuščina. Ne? Čist drugače. Oni razmišljajo. Gre se za ta odnos do oblačila, ne? Ja, sam to je tudi, a ni to tudi na nek način odnos do kulture, ker recimo Francozi, ne? Ker Italijani in Francozi so dosti pač, mislim, cenijo kulturo na nek način, ne? Sej v bistvu, oziroma umetnost kot tako, ne? Sej oblikovanje je pač del umetnosti. Pri nas je pa umetnost na zadnjem mestu. No, ampak recimo, Maja torbico od Groševe, ne, je za sodobno žensko, to je ikonska zgodba. Tako. Koliko je takih? Kako narediti, da je rekel, dajmo, če nimaš obleke od Maje Štamol, pač niste pravi, ne Versace, a je tle možno doseči to, ne? To bi bilo treba pa gospod Grošelj vprašati, kako je to ratalo. Da so ženske šparale za njene torbice. Še vedno. Jaz poznam eno zgodbo, ker so 3 prijateljce skupaj si jo kupile, ker si jo nobena ni mogla, pa so si jo delile. Jaz mislim, da mogoče tudi kot neka starosta potem dobiš neko ime. Ja, vse to, ampak tako umetniki včasih, ko so šele pokojni, so potem bili znani, ne? Ali tudi mogoče rabiš tle pri nas pride do te točke, ker tudi pri nas to, kar rečeš, res za 5 oblikovalcev, ko bi jih pa res mogoče hotel imeti. No, a veš, kaj je bilo žalostno, ne? Zorana Garevskega ste vi priznali, ne? Njemu so, mislim, on je skozi delo, pol je pa zbolel, ampak skozi životaro. On dejansko, kljub temu, da so ga kao vsi spoštovali, vsi cenili, vsi ga kovali zvezde, delo je za Rašico je na koncu delo, ne? Bil na vseh revijah zelo tako eminenten gost, ne? Ampak on je celo svoje življenje, dokler ni zbolel, živel res tako, iz rok v usta. Ne? On, po moje, dostkrat čez za kavo res ni imel. Ne? Potem, ko je pa zbolel, pa ko je umrl revež, pa so pa začeli ga kovati v zvezde, pa so cene pridobile, mislim, njegove kreacije dobile ceno. To je žalostno, ne? In to je bila hinavšna tudi med oblikovalci in Meni se zdi, da je na nas, da mi začnemo pač spodbujati, ne? Zato tudi recimo ta projekt naš Willy Van Style je v bistvu zato, da spodbuja ljudi k temu ozaveščanju o slovenski modi in pač vi ste prej vprašali, ne, zakaj pa slovenska moda. Ja, zato, ker pač živimo na območju Slovenije, ne? Zato, ker pač je nam recimo veliko težji iz tako majhne države vstopati na tuj trg. Nam je to zelo težka zadeva, to je skoraj misija nemogoče, ne? In pač se trenutno moramo zanašati na slovenskega kupca in ga pač ozavestiti in ga je treba tudi malo izobraziti. In recimo zanimivo mi je, ne, prej si rekla kultura, ne, tudi vi ste rekel kultura.
Ampak slovenski narod ne bi obstajal, če ne bi bilo kulture. Kultura je izoblikovala slovenski narod in nam je dala vso simboliko in vse, kar lahko danes rečemo, da je slovensko. Brez kulture slovenskega naroda ne bi bilo. In zakaj jo zdaj toliko zanemarjamo? Zakaj jo zdaj ne spoštujemo več? Zato, ker je vse, kar je tu, je boljše od slovenskega. In to mentaliteto je treba spremeniti. In super mi je, da se to dogaja v hrani. In mislim, da se počasi začne dogajati tudi v modi. Premalo smo samozavestni, premalo imamo sebe radi, zato ker mi imamo super oblikovalce, mogoče marsikdo naših ne seže tujcem do kolena. Ampak če si ti čutil, da imaš nekaj cote Gary Weber, niti vem nekdo je to, ampak jaz imam nekaj rečemo, je tak imenitno za 100 šusov, zato ker smo mi taki, mi to delamo. Premalo znamo to ceniti. Vse že v preteklosti je bilo isto. V preteklosti so delali vse od spodnjega perila krojači in šivilje. Ampak in je imelo ceno. Ja. Je imelo ceno, zato ker tudi spodnje hlače so nekaj koštale, da jih je ona odkrojila. Ona jih je krojila in moški. Splatno so jih delali. Tako, jaz sem imela še ogromne sprehajanje za šivilske. To zelo dobro poznam. Je prišlo to je še 50 let nazaj, je še prišlo na krojenje, da so mogate naredili. Danes so mrje in vse, to je zašlo. Resno, ampak to se je kupilo parkrat na leto in to se je čuvalo. In to se je, tudi krojači so bili zelo priznani, če se je vedelo, kdo ti je šival. Tudi ti lokalni krojači, ampak z dosti bolj cenjeni in dražji. No, absolutno včasih se meni zdi, vse po pripovedovanju starejših, ne, da je bilo dejansko prestiž iti k krojaču. Spet ni mogel iti vsak. Ne. Zato, ker so dali vole, da so družino oblekli. Da so vole 3 leta redili, da so potem družino oblekli za veliko noč pa za Božič. Takrat so otroci dobili nova oblačila. No, ampak ta oblačila prvič so bili kvalitetnejši materiali, drago je bilo zaplačati in ta oblačila so tudi ljudje cenili. So jih nosili, negovali, ne tako kot zdaj, prvič je tudi materijale že zelo težko dobre dobiti, da to zdrži sploh, ne? Ampak kljub vsemu drug odnos so imeli zato, ker so dosti denarja za to dali. Tudi včasih, pa niso bili. Ja, tole zdaj pa nimaš odnosa, ne? Če 5 evrov stane se še... Tega takrat ni bilo tudi na slovenskem trgu. Ja. Je seveda, kako boš pa imel odnos do nečesa. Kar je domačo, kar je ročno izdelanega, sam to jih bomo mi naučili. Se je bilo tudi nekaj časa, zdaj nasilno moderno, če si kupil v škatli pakirane zrezke, pa pakirano solato. Bo Frost je prišel na tržišče. Ker se v kombi vozil okrog. Pa si to mušil. Od kakve kmetice, pa kako jabolko, ki je malo Pri nas je ena osnovna šola v enem kraju, ki so taki zelo starši dokaj pozicionirani, no, v primerjavi z zagorsko občino, kar zelo visoko, pa sami privatniki. In tam v tisti šoli vlada vzdušje med malimi, to govorimo 3 razred, 4, 5, 6, da če nimaš Adidas, Nike, pa to, pa Lacoste, teh športnih casual oblačil, nisi nič, in za valeta in potem te isti ljudje, pa za maturanca, pa grejo, pa si najdejo pol enega, zdaj že tudi lokalnega, oblikovalca in dajo delati. In tiste, ki si sposodijo, spadajo že v nižji rang. Naprimer, zdaj sem že slišal fantje, letos vsi v Sensa. In se je že zgodil, da je v Sensu zapravo defant bil, več je dal za svojo obleko, kot pa njegova soplesavka. In pri njih je zdaj to, se pravi, če nimaš to za casual. Se mi zdi trajnostna moda. Enkrat na 4 leta, se pa ti pa starši privoščijo izkušnjo pri oblikovalcu.
Sorry, tudi to je ful prednost slovenske mode, da ti lahko spoznaš tega oblikovalca, ker kje na svetu pa ti sploh še lahko spoznaš oblikovalca, ki boš kupil njegovo obleko. Redko kje, se to lahko zgodi. Jaz vidim, kako so turisti ful navdušeni nad tem konceptom, ki ga mi peljamo, da pač ti komuniciraš s stranko, saj oni nimajo pojma, da mi nimamo denarja za prodajalko, Njim se zdi pač prodajalka. Ti prodaš to kot prestižno ponudbo. In njim je to dodana vrednost, Jaz se pa tudi v Zofi, zdaj se že tudi meni začeli dogajati. Jaz sem pa videla včeraj objavo, da so danes tukaj, kaj imate kaj novega, pa zadnjič je prišla ena čist huda Američanka, obično glava do pet Ulrika Owensa in je bila že par dni v Ljubljani, vsak dan je hodila, in naša ta poslovodja ji pove, se popoldne pride, pa David, so te nič nisem vedel. In ona pride, David, živijo, pokaži, kaj mi zame, in jaz sem posvetila, show me what you got. Jaz sem ok, kva se dogaja? In ona gre in kupuje in ona se nas izobrazila, videla je na tem, da je ta Zofa in jo pocket, ima pač visoke priporočila in tujci to ful, nimajo to čelo in vi ste tukaj, pač ta varianta, Jaz sem imela zdaj eno valeto, eno babico, ki je pripeljala svojo vnukinjo, ker ona mora svoje vnukinje izobraziti do te mere, da imajo izkušnjo tudi z delom z oblikovalcem. Ona rabi to izkušnjo, mi rabimo vaš nasvet in ona mora za življenje vedeti, kako to zgleda. In je to bil projekt babice. Super. Trikrat se je pripeljala z dečkom zvečer. Generacija vmes pa manjka. Vmes je. Ampak res, ta mala se je pol počutila ko kraljica tam, ker smo jo petena nad spred in odzad. Pa vse, verjetno vsak od nas se ful potrudi za stranko. Tukaj pa je en drug aspekt, da potem postajate psihoterapeuti za stranke. In to kot pijavke se prelepijo, uro, 2-3 jim razlagaš, kako pa kaj, pa tole mi ni všeč, pa malo drugač, pa reče, no, hvala lepa, pa gre. Če ti podraž 20 evrov na ludo, bo najbrž druga zgodba, se bo hitro zmena. Prijazni, ko pa na konc glava boli. Do neke mere, moraš biti, je pa res velik psihoterapija. Ne vem, jaz nimam jaz ne rada delam po meri stvari. Se to je drugače. Kolekcijo, ki jo imam, in če ti ni prav, ti naredim v tvoji številki, ampak del od tega pa res ne stopam razen za zelo osko skupino ljudi, ki so moji prijatelji tudi. Tako da to zihar veliko težje, ampak že tako v tem smislu smo. Pa se je vsako delo z ljudmi ena vrsta psihoterapije, tako da mislim, da bi to mogel biti en tudi predmet na vseh teh faksih. Ker se tudi mi se veliko od ljudi naučimo, konc koncev, kako delamo. Na zadnjem, iskreno povem, zadnja maturanska je bila katastrofa. 4 dni smo delali, 5 celih prop smo imeli. Dobivali smo se zvečer, se pravi, ker oni niso mogli, se pravi, še to, še moj po 8 uri, prilagajanje. Jaz sem ene par evričev sem se kar dal zraven. To pa je za prenašanje. Ja, le čakaj malo. Ampak veš... Njena mama mojo telefonsko, ima ta mala mojo telefonsko. Zdaj ima še njena sestra mojo telefonsko. Ne, to je no. Čist se daš pa, Jaz sem imela pa eno ful lepo izkušnjo. Sem pa delala poročno obleko, prvo poročno obleko, ki sem jo naredila, pa najbolj bo tudi zadnja, nadaljavo. In ta obleka je šla v Kanado. In midve sva si to, sploh se že zelo dolg časa se nisva videli, to je bila hčerka od mamine zelo dobre prijateljice, ki je želela imeti mojo obleko. In ona je hotela imeti malo Portugalske, pa malo Slovenije v tej obleki noter, ker so to njene korenine. In midve sva to ful na simpatičen način delali in ona se je podaktejpala, da si je naredila svoj torzo
mi je to poslala v koverti, jaz sem pa natlačila z vato in sem v bistvu imela tam, cel ta čas. In ful je dobro, ker ta obleka je sam dvakrat šla kepa nazaj, da je bila popolna. In meni je bilo ful strah, ker jaz sem njej ta prava obleko pol poslala in ona se mi ni več nič javila. Jaz sem rekla, joj, to je zihar zdaj vse narobe, ni prav. In pridem, jaz sem šla pol tudi na poroko in sem rekla, Nataša, a je ta obleka sploh v redu? Čudovita. In je ni hotela nobenemu sploh pokazati, nič nobenemu komentirati do poroke. In je bil res taka ful lepa izkušnja. Če bi bilo vsako delo po naročilu tako, bi bilo super. Sej v bistvu je tako, ne, da recimo mi, ki pa veliko delamo po meri, ne, je recimo, da je 70% pa mogoče še več prijetnih ljudi, ne. Ker tudi ne nazadnje prihajajo vendarle tudi taki, ki so prijazni oziroma ki se pač s tabo malo poistovetijo. Ne. Jaz imam to srečo, da je moja sodelavka toliko spretna, da ne rabim veliko prob, ne, da imamo samo eno probo, pa je zaključena obleka, da je že takrat zelo daleč narejena, ampak meni so lepe izkušnje te, ker so punce, recimo, jih mame pripeljejo za valeto ali pa že celo za birmo, ne, pa ker zdaj že toliko časa delam, so te punce zdaj že neveste, ne. In zdaj imam glih eno skupino, ki so bile 3 prijateljice maturantke, najprej za valeto, pa za maturo in zdaj so za poroko tle, ampak tako, vedno se vse 3 spremljajo, ne. Prvo smo lani delali poročno, zdaj se druga poroči, ena ima že otroka, druga bo zdaj rodila, tako povezane in zdaj mi ustvarjamo obleke tudi za družice, ker so vse te družice, ampak v penini, ne. Tako da to so tudi zelo lepa doživetja, pa prijetne. Ampak vmes pa pač, ja, preleti tudi. Ja, tiste so fajne, ja, ki se povedati. Jaz imam še eno vprašanje, ker sem pač... Jaz imam še eno vprašanje, ker sem pač mladinski center, ki smo to organizirali, no, in tukaj je glavno vprašanje bilo, kak odnos imajo mladi do, se pravi, ker recimo, če zdaj nekaj časa nazaj je bil tale protest pred Primarkom, ne, ko so se mladi vlegli na tla, pa so pač protestirali proti odprtju trgovine, recimo, ne, se pravi proti hitri modi. In se mi zdi, da mladi so dosti tudi kritični, kaj se tiče, ne vem, globalnega segrevanja, ekoloških katastrof in tako dalje. Ne. In tudi glede mode, se mi zdi, tudi glede hitre mode so dosti kritični. Ne. Zdaj vprašanje je, če so to, recimo, mi za mlade rečemo, se pravi nekje od 15. do 30. leta, no, ta je pač definicija, ne. Kdo naj bi bil mlad, ampak recimo to, ta njihova angažiranost in protest, to me zanima, kakšno mnenje imate recimo o tem, ne. Ali so to, kar smo prej rekli, katere so tiste generacije vmesne, ki smo zasrali, se pravi, ne, na nek način, ne. Ker se pravi, generacija naših starih staršev so cenile izdelke, ročno izdelane pač izdelke, ne. Ta generacija vmes, ko so pa prišle trgovine, se pravi za pač trgovinski centri in tako dalje, se pa na nek način se je izgubil to. To so čist druga časovne kulturološke umestitve. Moja sestra, najstarejša, ki je letnik 76, ona v svojih najstniških letih ni imela na izbiro tudi takrat, ko je Slovenija samostalila. Se pa vemo, v Sloveniji ni bilo nekaj ful hudih brendov od 90. pa do 2000. Je bila, mislim, zgledovne slike v fotolovih capah. Ni bilo. Tudi tako so se oni razvijali in tako se predstavljali, ne, pač Martinske pa fotolovce dajce, ne. Vi ste pol, ne, mi smo pol v bistvu od 2000 dali so te shopping centri začeli, bolj ko ne, pa ta pretok, dotok vseh znamk, ne. In takrat tam vam mladim ali pa nam mladim ali pa moje sestre mladim niso rabili se pred Primarkom v let, ker tiste problematike takrat ni bilo, ne. Meni je super, če se pač, če mladi, ta generacija vidi, ne, da vidi problematiko hitre mode. Sam jaz jih ne bi tu pač zaupal, ker mlad se ker ne bo imel denarja, on bo
vse in pač Šel tja. ne boš paril, ne boš paril 3 mesece. Ja, ne, ampak bo pa šel v second Ja, hand, zdaj se to ne. je second hand. Ja, eno poznam, ko pa kupuje second hand in ima krzno, ima muco, konzervatoriju, krasna punča, 19 stara in jo pa že, drugi jo pa zdaj že bijo, ne, polin, ne, ker ima krzno, ne, se pravi, se sami sebe izključujejo, ne, nič ni prav. Ja, ker zdaj je tako, ne, da malo je tudi modern biti v tej smeri, ne, in govoriti o trajnosti pa to, ampak zelo malo je pa, mislim zelo malo, še vedno pa vsi te ljudje, ki zelo fejs govorijo, tudi ne živijo trajnosti. Tako, ja, tako da nisem... In te, da si rekel, ja, tudi, ali jim zaupati, da res... Ne, tako da ne, mislim. Ker jaz sem zadnjič Že sam poslušala ne bi zaupal. na Valu 202 zjutraj anketo o hitri modi, o pravični modi, o trajnosti, ki je 99% mladih rekli, da njime pa pravična moda to, da najceneje kupujejo v hitri teh pač nizkocenovnih, da, a vi veste, ja vem, pravično je to, da pač je poceni za mene, ne? Ja, to je pravično za Kako njega. čevlo pa si ti kupiš? Ja, kupim jih, ne vem, 3-4, pa jih ne s čevlarjem, čevlar, kaj je to? Ne? Vržem stran, pa kupim nove, zato ker pač so tukaj poceni in to mladi. Ne? Ena starejša gospa je rekla, ja, jaz pa ne sem čevlarju popraviti, ko se mi peta pokvari, pa to ne. Vsi mladi so me pa res presenetili, ampak res 99% mladih je bilo intervjuvanih in tolikih je tudi kontra temu govorili, nič trajnostno. No. Se pravi, ni upanja v te generacije. Ne, verjetno en del ziher je, ne, ampak... Ne, sej mislim, to smo hotela tudi malo Protestirati je pa malo tako. modern, ne. Ja, to sem Tako. hotela To je modern, sprovocirati to na je nek trend. način, ker me... Trajnostno je v bistvu modern zdaj izraz, ki je pa doskrat zlorabljen, ne? Ker jaz za sebe ne moram reči, da delam trajnostno modo, ker absolutno nimam kompletnega pregleda, kaj se je Tako, s ja, tkanino ja. dogajalo. Ti lahko sam za, ne vem, bombažno tkanino mogoče veš, da izvira tam, pa da je bio, pa eko, pa da imaš sledljivost. Vse ostale materiale, ki jih mi uporabljamo, pa daleč od tega. Pa tudi pride do, sam še to, da ne lakam preveč, tudi da ne enega prostituiranja se mi zdi, ne. Jaz sem enkrat videl, ena je imela iz Skaja baretko, ko me je zadelo srce, kaj se pomniš, iz Skaja baretko, Skaj, ko videla sem k mojemu partnerju naredil parnično za eno skajasto jakno in se že začeli trgati, razgrizil. Čakaj, ti misliš eko usnje? Ja. Če zdaj skaju po tem. Dobro povedal. Ja. Ne, zato ker, in to je bilo glih ta, in to je bila ena huda, tiste čase influencerka, to je to, ne? To je pač ta instagramersko trajnostno, ne? In je ona napisala na Sky, vemo, Sky je poliester, sintetika, Nafta. ena največjih, ne, nafta, poliester je od surovinke ena največjih onesnaževalcev in ona si svoje stranke, ko jih vidim, više, da to bio, ne? Ker to in družba, to in dovoli, in to je njen marketing, super, ne. No, se točno, to so zgodbe dejansko, ki se jih pač prodajo, ne? Tako kot Ja. trajnostnost, recimo, ne? No, sam v naši trgovini, hvala Bogu, tega in ni uspel prodati, ker mi preveč stranki izobrazimo, ko je kaj in stranki razame, ko vidijo, da piše pes, ne, poliester, ker bežijo stran, ne. Je pa res, ne, da tudi vsi novodobni materiali, ananasovo usnje, pa tole, kaj Mateja tudi dela, to je še tudi v resnici v zelo v povojih, kar se razvoja tiče, ne, in narediti obleko iz tega je po moje še vedno zelo rizično, ker ne veš, kako se obnaša, kakšne ima dejansko karakteristike. Jaz vem, moja prijateljica je kupila eno teh jaken, ne, ki je fantastična za videti, sam za nositi, pa zelo neudobna, ko oklep in poleg tega tudi zelo krhka, se trga, ne. To je še toliko v povojih, da smo mi še po moje zelo daleč do tam, da bomo lahko uporabljali vse te... Pa tudi to, novodobne koliko je materiale. zares to trajnostno spet, a ne, po eni strani. To so spet eni procesi, Ja. ki, ne,
pa ene kemikalije. So mogoče še slabše od tega, ko naravno usnje, ki je pač del odpada v nekem postopku naravnem. Ne? Gre se sam, jaz mislim, da če bi vsi delali tako, kot se je delalo včasih, da se vse porabi do konca, bi bilo veliko boljše. Ne? Ampak se tudi je ful težko dobiti dober material. Ne? Ja. Je pa res, da je v bistvu to me zadnjič presenetilo, ker je Almira Sadar na enem predavanju rekla, to je ena profesorca na fakulteti v Ljubljani, je rekla, da je dejansko, jasno, tekstilna industrija je tudi zaradi velike količine odpada zelo vprašljiva oziroma slaba, ker imamo veliko obrezanih kosov, velike odpada po eni obleki, ne? Da je od 100 metrov 15 metrov odpada. Mene je ta podatek šokiral, ker ga sama nisem vedela, čeprav vem, da veliko stvari vržeš v smetih, pač ne možeš tistih uporabiti, da so pa pletenine najbolj trajnostno naravnane, ker dejansko se drugače dela, ni odpada. Ne? To je zanimivo. No? Čeprav, kaj pa vem, jaz pri našem delu, ne vem, mi imamo eno vrečo smeti v tednu. Ne? Se mi ne zdi veliko, ampak podatek 15 metrov, 100, veš, koliko je to denarja, ne? Ja. Res, ne? Tako da to tudi si mi ne znamo ukalkulirati na ceno, ne? Ja. In se mi zdi, da tako govorimo, ko smo započeli, da bomo kar končali z našim poslom. Ne, ustrajno do konca. Ne, tudi to je, ne? Jaz sem danes kupila kopalke od Kaje, ne? Mi moramo drugmo tudi krožiti, pa uspodbujati, pa, ne? Tako da... No, tukaj je še eno spet, na kar pozabljate, govorite v glavnem o ženskah. Preden jih je kupila, sem jih pogledal, sem rekel, da so vrti. Moški. Ker sem imela to prednost, da sem jih lahko šla domov probati. Ne vem, zakaj v bistvu ne delamo moških oblačil, ker moški ste ful boljši kup. No, to moj mož skozi govori, da so manj komplicirani. Manj komplicirani, pa točen vejo, kaj hočejo, ko vidijo, kupijo, nič ne komplicirajo, joj, pa tole, tale šivček, malo tlele, tole. Ne? Pa se vam prej rekel, 700 preživi zdaj. Ja, ampak ona je res, veš, 30 let bo imela leto zlata. Ve, pa ona ima tudi še druge proizvodne, ne? Ja, na Poljskem je nazadnje. Samo ona dela svojo kolekcijo in se ne ukvarja po meri, sploh ne. No, samo vsem imate smolo, ne? Slovenska, jugoslovanska tekstilna industrija, če še mislite nazaj, kaj je pomenila, ne? Koliko je bilo blagovnih znamk in tam so ne priložnosti tudi za oblikovalce. Sam del, da današnjem času mi v industriji slovenski ne moramo govoriti. Zdaj tega ni več. Tega ni več. Sam je pa bilo... Prav, tukaj imate pa smolo. V bistvu priložnost, da se pridete tudi. Pred leti je bilo na Hrvaškem, je bila ena blagovna znamka, koliko je ne 15 let nazaj, ki je pač nekdo investiral v oblikovalce Hrvaške, jih združil in njihove ideje odkupoval. Ne? In so imeli, ne vem, še imam eno torbico doma, ki je prav ta znamka bila. Oni so imeli trgovine po celi hrvaškem delu in so imeli vsa oblačila, torbice, dodatke, sem pa prišla ta kriza in so propadli v bistvu. No. Ampak mi bi rabili dejansko enega investitorja, ki bi združil in bi letos kupil pač od tebe kopalke, mislim, kupil pač idejo in omogočil proizvodno in pa tržil naprej. Ampak tako bi tudi oblikovalci imeli del, ne? Ja. Ker nas zmanjkajo finance, da bi lahko, ne vem, še vedno za nek solidni denar nekaj naredil, ne? Pa pa seveda marketing ga ni, zdaj, če bi pa bili nekje združeni v eno skupnost ali pa da bi imeli nekoga, ki bi to znal voditi, bi pa mogoče celo lahko je novega začeli. Pa tudi, ne vem, tako kot je Zofa, ok, ste na kupu sami oblikovalci in ste cenovno tudi nekako primerljivi. Ne? Jaz sem bila v Nami, kjer sem bila na koncu edina več let. Ne? In normalno, da moje cene niso bile primerljive z ostalo ponudbo in na koncu ne moš prodajati v takem okolju, ker moš imeti
sorodne ljudi okrog. No. Super. A še medni. Sad bomo zaključili. No, recimo. A ima še kdo kako vprašanje? Aha. Mene zanima, zakaj, če nekdo nekaj zašije, pa da v trgovino, zakaj trgovini stane manj? Pomanj. Če bi ti dala nekaj trgovine, zakaj bi stalo manj? Zakaj bi mami dobila manj? Ja. A ja, mami manj. A ja, zato ker tist prodajalec mora plačati stroške trgovine, pa elektrike, pa vode, pa prodajalke in mora višjo ceno dati tam, zato da on zasluži za tisto, kar bo za mene naredil, a veš. Če k meni direktno pridejo, je taka cena, ne? Ali pa moram jaz toliko nižjo ceno dati, da je na koncu spet ista. Ampak dejansko je to eden od razlogov, da oblikovalci ne morate v trgovine, ker so marže grozljive. Tako. Enostavno bi mogel zastojiti. Ja, zdaj, koliko imamo v Ljubljani? 45%, ne smo pa računali vse naenkrat. Pa še potem popusti, ne? Ja. Da na koncu smo še z akcijami udarijo in ne gre. Jaz sem imela v nami 60% marže. 60. Ne, Nama je nekaj. Nama je imela, nama je na moje stvari dala 60%, jaz sem mogla toliko nižjo ceno dati, da sem bila že itak v štartu v minusu. To si ti sploh ni splačal. Ne, mislim, to je bilo brez veze, ne. Brez veze, se zato so vsi ven pobegli. Mislim, vse, ki je prodala vse. Ja, ene 2 leti se je, no, ene 2 leti recimo, da je bilo, ampak... Mislim, da zato ne moramo govoriti vem, ampak... Ne, jaz sem tam stranke pridobivala, ker so v meni prišle. No to, vse to. Ekonomskih razlogov za tako. Ne, je pa bolj bilo samo na dolgi rok. To je šlo, ne, mislim, jaz pač, pa tam smo 2-krat na leto naredili nek dogodek, ki je bil pač medijsko pokrit, pa se je pač ime spet širilo, no, to so bile neke tisti plusi, drugače, kar se petnarja tiče, sem pa po mojem vsako sredo, ko sem šla tja še malo več zapravila, ko sem v tistem tednu zaslužila. Ne, mislim, res, ne, že pelat se, moj čas cel dopoldne, parking je 25 € ziger v Ljubljani dopoldne, ne. Pa še kakšna kava, pa še nekaj je bilo treba pojesti, pa Bog ne da, da se še pa kaj kupila v nami. Ker je imela zraka kartic. Ste mi dali 20% popust. Ja. Tako da, no. Pa vsem pa to radi delamo, no, tako je. Ja, To je lep zaključek. To je to, ne. Idemo vsem. Ne gleda, da jamramo, ne. Ne, popolje tako pelati gor. Bogati ne bomo, preživeli bomo, COVID. Ampak smo pa drugač bogati, ker delamo to, kar nas osrečuje. Tako, meni je nekaj najlepšega, ko dobim sporočilo, sem včeraj kupila vaše hlače, vsi so me pohvalili, počutim se tako odlično. Čez 3 tedne mi pa reče, aj bom naročila še te pa te barve. Se pravi, to je to. Mene to zaenkrat še zelo usrečuje, ne. Mislim, ni mi še kupal avta, ampak ne. Prvo rabiš spiti. Šoferko. Mi je pa pač David, ti imaš mogoče pa enkrat pa bo. Ti imaš šoferko. Šoferka, ja. Jaz sem tudi šoferko, ki me bo soprog požala po Sloveniji, tam na sveti. Pa, sisterka, da ti še je pomagala. Jaz obiščem, Kaj? tebe tudi obiščem. Ja, Je pa res, da ko je bil čas COVID-a, pa ko smo imeli 1 mesec zaprto, je meni manjkal. Tam sem spoznala, da pravzaprav, ker mi gre včasih overdose takole, je pa vse ni bilo fajn, ker nismo nič delali. No, sem nekaj bi še v stranke povedal, Janja, oprosti, no to izkušnjo pa moram deliti, ker sem pa res poznal Janjo, njeno prijateljstvo, smo mi pol na hiter to, jaz sem njima naredil hlače, prevelike in to, kako bomo zdaj se mi to dobili, kdaj, kje one Celja, jaz iz Zagorja, v Sofo, nisem šel, ne. On je rekel, ja, ni panike, mi smo leteče, ne, gradbinke, terenske, ne, in jaz pa že, sem si rekel, one bo zdaj pa spršle po napornem dnevu, jaz bi pa v 5. nadstropju brez dvigala.
In si mi jaz zapakiram tiste hlače, sem rekel, punce, reče, a bomo se kje druge, ti si gor, in rekel, ja, boste kje pršle v avlo, hvala Bogu, na hodniku nobenega ni bilo, najprej Janja, pol Metka, Bucke, to, veste, ena ne bi, to so pač normalne, ona bi rekla, pa ko ti, imam jaz se tele sred hodnika sečala, ne, mislim, ne, ampak... In to v bloku. In to v bloku, ne, ampak ona pač je stranka, ki je strastno povedala do tega, imela bi moje hlače, imela bi dizajn, se pripravljena sleč, ne, v bloku, ne, in... Ja, pa znamo, da imajo vide, tudi če bi mi pač... Ja, valjda. Nisi domačani vedno malo bi majhne hlače. Ja, ne. Ne bi čisto pomirati, mora malo biti bolj Zdaj se pa učim, ne, Ne, to pazi kamera, kaj? Kaj? Pazi kamera. Hvala Bogu, da kamera da ni bilo. Ja. Tako da ja, ne, pač imaš. In zaradi takih ljudi se ne splača. Ja. Jaz počasi ključam. Ja, hvala vsem, ki ste prišli, hvala vam za pogovor. Maji, da je bila vse v tednu na naših dogodkih. Ja, tako da upam, da bomo naslednje leto tudi uspeli kaj takega organizirati, ker se mi zdi, da je bil zelo zanimiv in Fashion Week in naš pogovor danes. In hvala seveda publiki, da ste prišli. Ja. Hvala.